Prav lep pozdrav tudi od mene danes. Zahvaljujem se Mihajlu, ker je imel danes res zelo zanimivo temo in ponovno nas je spomnil, kako pomembno je, da živimo naravne zakone, da živimo brezpogojno ljubezen tudi do sebe. Zakaj? Zato, ker je samo življenje, ki ga dobimo z rojstvom, celovito, popolno. In to, kar dobimo ob rojstvu, lahko živimo v vsej celovitosti, iskrenosti in poštenosti. Pomembno je, da se zavedamo, kdo smo. Kdo smo kot Božji otroci. In da to res živimo vsak dan, ne glede, kaj nam družba govori, svetuje, vsiljuje, da živimo svoje življenje v skladu z našo vestjo, v skladu z naravnimi zakoni, da smo zvesti sami sebi, svoje vesti. Bi omenila, kaj se je zgodilo Evi in Adamu, ko sta prekršila povezavo z najvišjo resnico s svojim stvarnikom. Skrila sta se. In lahko preberemo v Svetem pismu, da je Bog iskal Adama in Evo. Kje sta? Je spraševal. Tukaj sva, za grmom. Skrila sva se, ker sva ugotovila, da sva naga. Sta jedla z drevesa spoznanja dobrega in zlega, iz drevesa sodbe, spoznanja. Tedaj sta izgubila svojo integriteto, celovitost. To povezavo z najvišjo resnico, z Bogom, očetom, stvarnikom, ki jih je ustvaril popolne. In dobro vemo, da je prvi greh v bistvu skrivanje pred resnico. Ko izgubimo to integriteto, to povezanost, to celovitost z našim stvarnikom, potem smo izgubili vse. Izgubili smo radost, izgubili smo samozavest, izgubili smo zdravje in nenazadnje slej ko prej tudi življenje. Ker ljudje, ki niso v enosti z resnico, umrejo. Lahko pri 50, 60, 80 letih, vendar umrejo. Le povezava z najvišjo resnico, z Božjo resnico, nas dela žive, nas zdravi, nas oživlja. In kako zelo pomembno je, da smo v integriteti, da smo povezani z izvorom resnice življenja. Tako zelo pomembno. Vsak dan imam kakšno situacijo, ko ugotovim, da ljudje niso povezani z resnico. Skrivajo jo celo pred seboj. Ne morejo te niti pogledati v oči. Za hrbtom govorijo slabe stvari o tebi. Sodijo. Se skrivajo. Imajo tajne združbe. Tajne sestanke. In ti ljudje nimajo integritete. Izgubili so celovitost, poštenje, resnico. In teh ljudi je na žalost zelo, zelo, zelo veliko. In kje je rešitev? Zelo je preprosta rešitev. Če vemo, da smo izgubili celovitost,
se odločimo, da jo bomo dobili nazaj. Kako? Priznamo, da smo mogoče lagali, se skrivali, mogoče kaj ukradli, bili nepošteni do delodajalca, do partnerja, do sebe, do bližnjih, do obljub, ki smo jih dali. Ja, priznamo, to je prvi korak. In potem, ko priznamo, je že več kot polovico narejenega. Ker veliko je ljudi, ki niti ne priznajo, ki mislijo, da živijo sveto življenje. To so tako imenovani farizeji, lažni duhovniki, lažni Kristusi, lažni prosvetitelji, ki hodijo po tej zemlji in učijo ljudi izpolnjevati pravila, zakone, uredbe, sami jih pa ne živijo. Teh je veliko. Vsak dan jih srečujemo, lahko. Pa ne samo v vladi, na sestankih, vse posod, tudi med družinskimi člani, tudi med prijatelji. Nažalost. Jezus ni zaman rekel na križu, ko so ga križali in celo izdali njegovi bližnji učenci, ki so ga dobro poznali, kako dober je bil, srčen, kako svet, pa so ga izdali. Zanikali so, da so njegovi učenci. Skrili so se, lagali. Ampak Gospod Jezus je na križu preprosto rekel: moj Bog, odpuščam jim, saj ne vedo, kaj delajo. In to je resnica. Ljudje ne vejo, kaj delajo, ker so izgubili stik z resnico, ker so v odpadu, se temu reče, ker so brez svetega duha, brez vesti, ker so pač brez te integritete, ki je možna samo takrat, ko smo povezani z resnico, ko smo eno z resnico, ko ljubimo življenje, ko sprejemamo Božje zakone, naravne zakone, za tisto našo prioriteto v vsakodnevnem življenju. To, kar je tudi prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje Bilis. Vsak izmed nas točno ve, kaj je tisto, kar mu še preprečuje, da bi bil v integriteti, da bi bil celovit, popoln, srečen. Vemo vsi, kaj so naše šibkosti. In če se zavemo, da jih imamo, smo na dobri poti, na tisti srečni poti, ki vodi v popolnost, v celovitost, v integriteto. Obstajajo celo seminarji, delavnice o integriteti. Veliko ljudi poučuje ljudi o celovitosti, o popolnosti. Ljudje plačajo te seminarje, vendar se tega ne da naučiti. Mogoče za 5 minut, ampak čez 2 dni, en dan se to pozabi. In če nismo srcem, z vso dušo, z vsem telesom povezani z življenjem, z izvorom življenja, če ne ljubimo življenja, če nimamo brezpogojne ljubezni na prvem mestu, lahko poznamo knjigo o integriteti na pamet, lahko jo beremo vsak dan, lahko učimo otroke, lahko pišemo disertacije, izvajamo številne delavnice, vendar integritete se ne da naučiti. Lahko jo
doživimo. In potem zaradi ugovora vesti ne moremo nič narediti, ker ni v skladu z naravnim zakonom. Ne bomo niti vzeli denarnice, ki ni naša, čeprav jo najdemo na tleh. Ne bomo lagali svojim prijateljem, partnerju. Ne moremo, ker nam ugovor vesti tega ne dovoli. Niti ne bomo vzeli pištole v roko in po ukazu nekoga, ki naj bi bil naš komandant ali šef, nekoga ranili, ubili, zato ker je nekdo pač ugotovil, da je treba nekoga ubiti ali ga zapreti ali ga lažno obsoditi. Ugovor vesti ljudem, ki so v integriteti, tega ne bo dopustil. Poznamo primere iz 2. svetovne vojne, ko so mladi fantje in starejši ljudje dobili ukaz, da morajo nekoga ubiti, da je njihov sovražnik. In tega niso naredili. Zagrozili so jim, da jih bodo oni ubili, ker ne izpolnjujejo ukazov. Pa so bili raje ubiti fizično, kot da bi svojo dušo prodali ukazom in da bi izgubili svojo integriteto. To je integriteta. Vest. Spoznanje, da smo otroci ljubezni življenja in da smo na tej zemlji zato, da ustvarjamo lep, prijazen, srčen planet srečnih, zdravih, prijaznih ljudi. To je integriteta. In kdorkoli ruši to integriteto pri ljudeh, ki jo imajo, dela sebi in zemlji veliko škoda. In zato je tukaj Društvo za srečno življenje Belis. Z vsemi temi predavanji, izobraževanji, da na en način opozarjamo, kaj se dogaja trenutno v društvu in v družbi in v Sloveniji in v Evropi in v svetu. Na drugi strani pa dajemo rešitve, nasvete, pomoč, da lahko to presežemo, ker imamo svobodno voljo. Po svobodni volji se lahko odločimo, ali za življenje, ljubezen, za celovitost, za povezavo z izvorom življenja, za brezpogojno ljubezen, da jo sprejmemo in da vemo, kdo smo in da to živimo, ali pa smo del sistema in se moramo učiti, kaj je integriteta. In jo ponavljati, kot ponavljajo papige. Bodi pošten, ko se obrne, ukrade košček kruha ali pa mogoče še kaj hujšega. Vprašamo se iskreno, vsi, imam integriteto? Sem celovit? Sem iskren? Sem pošten? Delam to, kar je naravni zakon, ker je v skladu z vsemi božjimi zakoni? Ali sem kot Eva in Adam skrit za grmom in me Bog išče in me sprašuje, kje pa si, Eva? Kje si, Adam? Bog je suveren in nas išče, da se obrnemo nazaj k njemu, da ga pogledamo v oči in mu rečemo, tukaj sem, izgubljena hči, izgubljen sin, vračam se, želim biti Božji sin, Božja hčera. In Bog nas sprejme in ne nas zlije na tone litrov svetega duha, nas očisti, opere, ozdravi in na nebu je velika pojedina in veselje, ker se je spet nekdo na zemlji odločil za integriteto, za resnico, za poštenje, za radost in življenje. In bodimo
to, kar nam je Bog ponudil kot brezplačni dar. Otroci radosti, beli so otroci, otroci življenja, otroci resnice. In to je danes od mene, za vse nas, za življenje v Sloveniji, kjer bo integriteta na prvem mestu. Hvala lepa.